Всі народи і крепені дочака дан, на коли сонце ходить, препірі світа попрекран. Дарояк розбовзак, не врагне сосед бомеяк. Дарояк розбовзак, не врагле сосед бо, не врагле сосед бо меяк. Slovinecem, tako je mati djala, kome je dite pestovala, kome je dite pestovala. Zatorej dobrovim, slovinecem, zatorej dobrovim, slovinecem, Slovinecem, jaz ljubim oče dnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povim, slovinecem, kar čutim, to povim, slovinecem, odzibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da vsega reči smil, slovinecem, da vsega reči smil, slovinecem, da vsega reči smil, slovinecem, da vsega reči smil, slovinecem. Tam gdje za nas opolja, jer doma je dobra volja, jer v nebo kipi planine, vidre so neba sinjine. Tam gdje srcu srče vije, sonce pomladacko sije, tam gdje tišice žgolijo, srca se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Tam, kjer zala so dekleta, nagel rožmarin prekrita, pitje fantov vas odmeva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi in z nami vsi.
dekleta, nagel užma in prepleta, pitje fantoma sodljiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi in z nami vsi, tam smo mi in z nami vsi, in z nami vsi. Spoštovane dame in gospodje, delegatke in delegati, cenjeni člani, članice in gostje, dobrodošli na statutarnem in programskem kongresu Slovenske ljudske stranke tukaj pri Stalni palači v Ljubljani. Med nami prav lepo pozdravljam vodstvo Slovenske ljudske stranke, predsednika magistra Marka Zidanška, podpredsednico Jasmino Opec, podpredsednika Primoža Jelševarja in tudi podpredsednika Francija Rozmana. Da pa še ne pozabim, lepo pozdravljam tudi glavno tajnico Tadejo Romih. V naši družbi pa imamo danes tudi evropskega poslanca, celo dva. Prav lepo bi pozdravila evropskega poslanca Franca Bogoviča, ter gosta slovaškega evropskega poslanca Edvarda Kukana. Zahvalila bi se škofjeloškemu oktetu, ki nam je v uvodu s svojimi žametnimi glasovi zapel obe himni, tako slovensko kot himno Slovenske ljudske stranke, ter slovensko tam, kjer pisana so polja avtorja Danila Bučarja. Sedaj pa kar k besedi vabim glavno tajnico Slovenske ljudske stranke Tadejo Romih. Spoštovani, dovolite mi, da se tudi jaz najprej zahvalim škofjeloškemu oktetu za tako čudoviti izvedbi naših himen. Je že tako, da živimo v časih, ko moramo držati skupaj, in Slovenski ljudski stranki je to vedno uspevalo in prepričana sem, da bo tako tudi prihodnje. Pravzaprav že danes, ko smo se zbrali na statutarnem in programskem kongresu Slovenske ljudske stranke, da sprejmemo prenovljene, ključne programske dokumente in posodobljen statut SLS. Tudi meni je v čast in veliko veselje, da sta z nami evropska poslanca gospod Bogovič in gospod Edvard Kukan. Tako da še en aplavz za gospoda Kukana, ki je prišel iz Hrvatske. Na tem mestu pa mi prosim dovolite, bi želela se zahvaliti svoji ekipi na tajništvu in pa službi za odnose z javnostmi ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri današnji izvedbi kongresa. Spoštovane delegatki in delegati, cenjeni člani Slovenske ljudske stranke in gostje, ter nenazadnje pozdrav cenjenim novinarskim kolegom. K mikrofonu sedaj vabim predsednika Slovenske ljudske stranke magistra Marka Zidanška, da otvori in nagovori statutarni programski kongres Slovenske ljudske stranke, ter na koncu predlaga delovno predsedstvo. Prosim. Spoštovane delegatke in delegati, spoštovani gostje, poslanec Evropskega parlamenta iz vrst Slovaške demokratične in krščanske unije, Demokratske stranke in Evropske ljudske stranke gospod Edvard Kukan, poslanec Evropskega parlamenta iz vrst Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke Franci Bogovič,
nekdanji predsedniki SLS, nekdanji poslanci državnega zbora, državni svetniki, ministri Slovenske ljudske stranke, spoštovane županje in župani Slovenske ljudske stranke, spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke in pa seveda lep pozdrav predstavnikom medijev. Najprej naj povem, da naš kongres pozdravljajo in nam želijo uspešno delo magister Franci But, dr. Berta in Marjan Jereb, Josip Bajec, Branko Tomažič, ki se nam danes žal niso mogli pridružiti. Vsem prisotnim najprej hvala, da ste se odzvali vabilu. Dobrodošli na statutarnem in programskem kongresu Slovenske ljudske stranke. Vesel sem, da bomo danes skupaj začeli pisati novo poglavje v zgodbi Slovenske ljudske stranke. Spoštovani, splošna kriza je v Sloveniji že predolgo izgovor za mnoge nerešene stvari na preveč področjih. Najpomembnejša in najbolj akutna tema ta trenutek, ki ostaja problem z nezadovoljivimi poskusi rešitev, je migrantska kriza, za katero smo v Slovenski ljudski stranki že od samega začetka javno govorili, da se je z njo treba soočati z največjo mero resnosti in odločnosti. Prvi smo slovensko in evropsko politiko opozorili, naj se ustrezno odzove, a žal nismo bili slišani. Hkrati se je izkazalo, da niti Slovenija, niti Evropa nimata dovolj hitrih, dovolj močnih ali dovolj odločnih vzvodov, da bi se bili z njo sposobni učinkovito spoprijeti. Slovenska vlada ni zaščitila naše države in državljanov. S povzročitvijo varnostne luknje nas je izdala. Posledice in razsežnosti migrantske krize so mnogo širše, kot si v tem trenutku sploh upamo predstavljati ali na glas priznati. Po tej krizi bo Evropa težko takšna, kakršne smo bili vajeni. Veliko dela in veliko sodelovanja bo potrebnega, da bomo lahko spet sobivali v varni Evropi blagostanja, v močni in učinkoviti Evropski uniji, ki lahko učinkovito odgovarja na izzive prihodnosti. Razvoj te krize kaže, da smo bili v Slovenski ljudski stranki daljnovidni v svojih napovedih. Nismo le opozarjali, Evropa spreglej in Slovenija spreglej. Nismo le opozarjali, naj se Slovenija in Evropa spopadeta s pričakovanimi varnostnimi in družbenimi posledicami migrantske krize, pač pa smo predlagali konkretne rešitve. Evropski ljudski stranki, naši politični družini in najmočnejši evropski politični skupini smo s ciljem dosege trajnih rešitev za to krizo podali predlog za ustanovitev svetovnega partnerstva za mir in v okviru tega partnerstva sklic trajne svetovne varnostne konference. Ta pobuda je bila tudi formalno vložena kot dopolnitev resolucije Evropske ljudske stranke o migrantski problematiki. Vendar zaradi nasprotovanja nemških predstavnikov ni prišla v skupno resolucijo. Po natanko enem mesecu je verjetno vsem jasno, kako prav smo imeli, saj so do podobnih rešitev v tem času prišli v Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji, na Danskem ter Nizozemskem. Te države so oblikovale koalicijo za boj proti terorizmu. In kaj smo predlagali v Slovenski ljudski stranki? Prav to. Predlagali smo oblikovanje in združitev kritične mase držav, ki bi omogočila načrtovanje skupnega vodenja in izvajanje vojaških operacij za nevtralizacijo razmer na kriznem območju. Pri tem bi bile k sodelovanju povabljene vse zainteresirane države in drugi akterji, na primer Evropa, ZDA, Rusija, Kitajska, Japonska, Iran, Saudska Arabija in druge zainteresirane arabske države, na primer tudi uradna oblast v Afganistanu, uradna oblast v Iraku, uradna oblast v Siriji ter sirska opozicija in vse druge države, ki bi bile pripravljene vojaško operativno posredovati. Svetovno partnerstvo za mir bi lahko bila platforma, ki bi vodstvom zahodnih držav
države Evropske unije, Združenih držav in tako dalje, skupaj z vodstvi Rusije, Kitajske, Japonske in zainteresiranih arabskih držav omogočala načrtovanje in izvedbo obsežne varnostne operacije za stabilizacijo razmer in vzpostavitev varnih območij v Siriji, Iraku in ostalih prizadetih državah. Prizadetim državam bi svetovno partnerstvo za mir pomagalo tehnološko, upravno in gospodarsko, ter s tem omogočilo vzpostavitev višje kakovosti življenja v teh okoljih. Varnostna konferenca bi v obliki stalne konference zasedala tako dolgo, da bi bili vzpostavljeni pogoji za začetek normalizacije teh držav. Zato bi znotraj varnostne konference bila oblikovana trajna tematska omizja, na katerih bi bile za vsako področje oblikovane kratkoročne in trajne rešitve z ukrepi. Sedanja kaotična situacija je namreč že ogrozila Evropo s ponovno ekonomsko in humanitarno krizo ter trajnim sesutjem kritične mase za normalno delovanje številnih arabskih in afriških držav. Svetovna varnostna konferenca bi to lahko preprečila. Vzpostavitev varnostnih območij v Siriji, Iraku, Afganistanu in drugih prizadetih okoljih v Aziji in Afriki bi morala zagotoviti varne pogoje za vrnitev, normalno življenje ter delo sedanjih beguncev in to v svojih domovinah. Sedanji begunci in migranti v Evropi bi bili tole začasno, dokler jim ne bi bila omogočena vrnitev v svoje domovine, kjer bi lahko prispevali k njihovem preporodu. Partnerstvo za mir bi na to z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomagalo v prizadetih državah postaviti pogoje za normalizacijo in razvoj teh držav. S tem bi bil prekinjen pritisk toka beguncev v Evropo. Pred 3 dnevi me je na sedežu stranke obiskal aktualni namestnik vodje poslanske skupine CDU-CSU v nemškem parlamentu in nekdanji nemški minister za notranje zadeve Hans-Peter Friedrich s predstavniki političnega inštituta Konrad Adenauer Stiftung. V zelo poglobljenem pogovoru sva ugotovila, da se popolnoma strinja z ugotovitvami Slovenske ljudske stranke. Evropa je že dosegla in zapolnila kritično maso migrantov. Nemčija jih ne more več sprejemati. Nemčija, ki je najbolj glasno vabila migrante k sebi ob začetku krize. Naši pozivi Sloveniji in Evropi so bili še kako upravičeni, saj bodo sedaj migranti pričali južneje od Nemčije. Tudi pri nas